Lepo pozdravljeni v Marijini šoli življenja. Počitnice so čas, ko se za nekaj trenutkov ustavimo, se spočijemo in umirimo. Da pa ne bi spočili samo svojega telesa, ampak tudi naš in srce, nam je v velik zgled tudi Marija, ki svojo ponižnostjo, tišino in zaupanjem nas uči, kako najti odgovore in se umiriti tudi takrat, ko imamo morda vsega preveč. O tem, kako kvalitetno preživeti počitnice, smo se pogovarjali s patrom Tonijem Brinjevcem. Pogosto počitnice razumemo predvsem kot oddih od dela in obveznosti. Kako pa lahko počitnice razumemo tudi kot priložnost za notranji mir, molitev in bližino z Bogom? Ja, jaz mislim, da se to mora vsak sam naučiti. Tudi jaz sem se. Tudi potem, ko sem bil že kot duhovnik in tako sem mislil, da moram iti na počitnice, odklop od vsega, tretje, in sem prišel še bolj zmatren nazaj. Se pravi, mi moramo razumeti počitnice kot priklop. Kaj najbolj spočije? Najbolj spočije ljubezen. Se pravi, da se v počitnice so namenjene tudi temu, da ti se najdeš zopet v Božji ljubezni, v enih pristnih odnosih, tudi odnosu do samega sebe. In ko smo že zdaj tako v Marijini šoli, nam lahko Marija kar malo pomaga v določenih segmentih za svojo držo. Tudi na počitnicah. Kaj pa nas v bistvu lahko Marija nauči o počitnicah, oziroma kaj se lahko od nje naučimo? O tišini, o miru, o spokojnosti? Prav gotovo. Se pravi, tišina je tista stvar. Marija vedno ohranja v sebi eno besedo, v tišini. Marija ni zelo zgovorna v vsem evangeliju. Se pravi, mi tudi rabimo v počitnicah tišino, tihoto, zato da začutimo ali pa da zaslišimo tudi sebe in tudi Božji glas ali pa besedo Boga. Se pravi, je tišina nujna zato, da se jaz zopet najdem, da vem, kdo sem, in zato je potrebna tišina. Potem pa poleg vsega tudi zaupanje, da ni nujno, da greš na počitnice ne vem kam in tako tudi ta preprostost, ni treba ne vem kakšne destinacije. Včasih je že kak sprehod ali pa občudovanje narave dovolj, da se duša spočije, da se priklopi, ne odklopi, ampak da se zopet priklopi na sebe, da veš, da si to ti. Kje pa lahko ob vsem tem hrušču, hrupu najdemo tišino? Kam se lahko vse zatekamo? Ja, jaz mislim, da poleg te zunanje tišine je potrebna notranja tišina. Kako dobro dene, če že en pol dneva zdržiš brez telefona ali pa brez interneta oziroma brez tega, da pogledaš vse novice, pa kaj je vse na teh družbenih omrežjih. Se mi zdi, da je to tudi ena taka higiena za našo dušo, za našo psiho, za naše misli, da si upamo biti v tišini, ker zdaj, ali pa da si sploh upamo nič delati. Ker zdaj mislim, sej že skoraj ne zdržiš, bi mogel treba toliko stvari, ampak da preprosto si. In se mi zdi, da nas tukaj smo tudi v letu svetega Frančiška. Sveti Frančišek pravi, vse slavi Gospoda, samo s tem, da je. Meni treba nič delati, pa rožam ni treba nič delati, ampak s tem slavijo Gospoda. Tudi mi bi lahko šli v to smer. Ni treba nič, samo s tem, da sem, da obstajam, lahko slavim Boga. In to se mi zdi, da najbolj spočije. Mi smo preveč šli na to dejavnost, vse je treba nekaj narediti, vse je treba nekaj govoriti, vse je treba zafilati vsak trenutek. Ampak pa ni čisto tako. Učiti se biti to, kar si, in da je to dovolj. Ampak veliko ljudi se še med počitnicami ne zares odklopi, še zmeraj ali delo nesejo s sabo na morje ali na dopust, pač se še zmeraj nekako ne morejo odklopiti mogoče za tista 2 tedna in je to za ene ljudi res težko. To potem nimaš nič od počitnic, ker te to ne spočije, ker si skozi v eni napetosti. Namen teh počitnic, namen tega oddiha je ravno to, da ti prekineš to monotonijo, se pravi ta ritem, delamo, da se zaveš, kdo si, kaj si, kam greš
In dejansko se zaveš, da to, kar si lep, in to, kar si dober. Ne? In to se mi zdi, da najbolj spočije. Tako kot smo rekli, ne? Ljubezen najbolj spočije. In če se najdeš v ljubezni Boga, v tem duhu, se mi zdi, da je to najlepše. Kako pa lahko človek med počitnicami najde Boga? Kje se lahko umakne, oziroma kako ga lahko najde v čisto preprostih stvareh? Tako kot ste povedali, ni treba iti daleč, ni treba iti na ne vem kakšne destinacije. Ne? Lahko je le sprehod, lahko je le nek trenutek, nek pogovor. Res je. Dovolj je, da bom lahko povabil, ker tudi sam večkrat to naredim. Dovolj je zvečer se uleči na travo in se zauzreti na nebo, pa imaš čist dovolj. In ko gledaš to, ko se počasi prižigajo zvezde, ko gledaš to prostrano nebo, to vesolje, če ga lahko tako imenujemo, se zavedaš, kdo si, kje si in da je nekaj nekje, kar je večjega od tebe. Ne? In v takih preprostih stvarih mi velikokrat iščemo tudi Boga zunaj, ne v ne vem kakšnih stvareh, mogoče tudi kraj, ampak dejansko nam je Bog ravno v srcu najbližji. In to je tudi sporočilo, čeprav smo poletje Božiče, ne, ker rojeva se vsakemu človeku, ne, Bog. In tam v našem srcu nam je najbližji. Zato so počitnice tudi priložnost, da se srečamo s seboj, in ko se bomo enkrat srečali z našo globino, se bomo srečali tudi z Božjim. Kako pa vi, duhovniki, preživljate počitnice? Ja, tudi mi imamo dopust. Se pravi, in to kar paše, ker od vseh teh obveznosti, ki jih imamo, od tega duhovnega spremljanja do sprejemanja romarjev na Ptujski gori, do župnijskih stvari, do redovniških stvari, ki jih ni malo, ne? Kajti da ena skupnost funkcionira, je potrebna kar ena organizacija, in prav paše, da se majčkeno odmakneš. Če lahko zaupam, jaz sem veliko let preživljal svoj dopust v Medžugorju, torej pri Mariji, ker se mi je zdelo to nekaj najlepšega. Se pravi, tam je Marijina bližina, en tak kraj se mi je zdel, no, kjer se res človek spočije ob molitvi, o tem, ne, da sem šel na sveto mašo, na adoracijo, in tam samo prisluhnil, da tudi jaz, da ni mi bilo treba voditi, ampak da sem bil kot udeleženec, in mi je bilo to zelo lepo. Za konec, Toni, pa še kakšno dobro priporočilo za eno dobro poletno knjigo? Seveda, Katja. Ker smo glih v tej Marijini šoli, je družina izdala prav letos eno dobro knjigo, nekega, zdaj sem pozabil kako, ameriškega teologa, Pozdravljena kraljica. Lahko jo poiščete. Knjiga je zelo zanimiva. Na tak zelo preprost, ljudski način nam predstavi, kaj se lahko v Mariji naučimo in kaj nam dejansko Marija pomeni, oziroma kako lahko nas Marija nagovarja. Več pa ne bi, bodo prebrali pa bodo videli. Torej, ena od takih poletnih branj je lahko tudi to. Hvala. Torej, dragi gledalci, drage gledalke, če se vam med poletjem poraja kakšno vprašanje, ali bi radi z nami delili kakšno zgodbo, izkustvo Marijinega spremstva, Marijinega varstva, vas vabiva s Katjo, da nam pošljete kakšno vprašanje, kakšno zgodbo, ki jo bi radi delili tudi z nami. Z veseljem jo bova prebrala in tudi vpletla v to najino epizodo. Tako. S Tonijem pa vam želimo tudi lepo poletje in potem kaj kmalu začetek novega šolskega leta. Tako je. Lepo poletje in naj bo Marija z vami.